Zdravljeni, z vami sem Mika Gantar in danes bomo govorili o imunskem sistemu, o timusu. Zdaj pa, kaj je ta zadeva? Vem, da pa v večini veste, ampak vseeno. Dejstvo je, da mi imamo točno tukaj zadaj, za prsnico, točno tukaj, kjer vam je tale kamen roževca, srčno čakro. Srčna čakra je v osnovi zelene barve ponavadi narisana, ampak dejstvo je, da srčna čakra mi jo napajamo z roza energijo. No? In v bistvu roza energija je energija čiste ljubezni. No, zdaj pa, če gledamo, da zadaj za to srčno čakro se pa nahaja hormonski center, ki se imenuje timus. Timus je pa drobna žleza, ki je povezana z imunskim sistemom. No, zdaj, če pogledamo, tukaj je ščitnična čakra, zadaj je žleza ščitnica. Tukaj recimo je čakra tretjega očesa, zadaj je hipofiza, ki recimo s čim hipofizo nahranimo. Hipofiza je hormonski center, žleza z notranjim izločanjem, ki jo hranimo z omega-3 in C vitaminom. Dejansko, če imamo mi v svoji prehrani dovolj omega-3 dobrih maščob in dovolj C vitamina, spodbudimo delovanje hipofize. Hipofiza pa deluje na vse ostale hormonske centre in te hormonski centri pač zaradi tega, ker dobro deluje hipofiza, deluje vse ostalo dobro. No, zdaj pa, če pogledamo naprej. Se pravi, hipofizo nahranimo. Tukaj na vrhu je epifiza, ki je v povezavi s kronsko čakro, in epifizo ravno tako lahko nahranimo z omega-3 s C vitaminom. Zdaj pa, če gledamo tukaj nadledvični žlezi, ki sta točno tukaj na sredini telesa, kjer se proizvaja stresni hormon. S čim nahranimo nadledvični žlezi? Ok, če dovolj pijemo, pa tukaj rabimo čaj zlate rozge, ki čisti, potrebujemo praktično vse vitamine, minerale. V bistvu se jih da čisto odlično tole nadledvične žleze nahraniti. Potem imamo spolne čakre, ki spet potrebujejo precej dobrih maščob, omega-3 in zadostno količino E-vitamina, predvsem E-vitamin, ki se dobi iz križnic ali pa žitnih kalčkov. Zdaj, kaj so križnice? Križnice je skupina zelenjave, ki je temnozelene barve, se pravi brokoli, cvetača, zelje, repa, špinača, kreša, v bistvu vse, kar je temnozelene barve in ki ima majčken vonj po tak kiselkast oziroma ki vsebuje žveplo. No in potem imamo tukaj prvo čakro, ki je na koncu trtice. Prva čakra se pa dejansko spet hrani z omega-3 pa s C vitaminom. S čim pa hranimo timus? Z ničemer. Dejansko fizično ga ne moramo nahraniti z ničemer. Fizično, da bo rekel, vzem to hrano, vpliva na delovanje timusa, deluje materina dušica, absolutno. In tudi vemo, da materina dušica je zelišče, ki pomaga pri kroničnem kašlju, ki pomaga pri tem timijan pa materina dušica sta med sabo v sorodu, ki delujeta na to, da se poveča tudi občutek poguma, da zmoreš, da lažje vdihneš življenje. S čaji ampak s hrano ne moreš nahraniti. Kaj hrani timus? Veste kaj? Timus se zgolj hrani z našo radostjo, z našim občutkom sreče, zadovoljstva. Koliko je življenje lep, koliko je v življenju, kakšno čarobno jutro, kakšen sončen zahod, koliko je lepo. Ali pa najdeš gobo pa rečeš, ali pa nekaj predelaš pa rečeš, bravo je. Se pravi, timus se lahko hrani zgolj z našim zadovoljstvom. Ali pa z nekaj zmoreš, ali pa, ne vem, greš na kolo, pa se dobro počutiš, ali greš hoditi, pa si ponosen na sebe, ali pa mogoče nekaj dosežeš, nekaj takega, kar je bilo mogoče občutek, da je skoraj nemogoč, pa je ta občutek zadovoljstva neverjeten.
Kaj veča timus? Veste, kaj veča timus? Recimo to, da si srečen s svojo družino. Ali pa recimo, da božaš domače ljubljenčke, da crklaš kuža, mucko, ki so čisto veselje. Veste, da delaš nekaj, kar ti rečeš, wow, kako je pa to lepo, kako je pa življenje čaroben. Samo to. In zanimivo je, da timus pri ljudeh, ki so kronično žalostni, začne se zmanjševati. In lahko na koncu tudi pri ljudeh, ki so leta kronično žalostni, timus dobesedno se posuši in odmre. Da vi pomislite. Se pravi, kronična žalost zaduši center za imunski sistem in center za imunski sistem je pa ključen pri tem, kako se vaše telo odziva na vse ostalo okrog vas. Dejansko, timus je ključen pri tem, ali boste zboleli ali ne boste zboleli. Ali pa če zbolite, kako hitro se boste pozdravili, kako hitro pridete k sebi. In zadnjič sem govorila z enim gospodom, rekel je, da je imel eno poškodbo, ampak ta poškodba se je zgodila eno leto prej se je zgodilo, ali v bistvu v tistem letu imeli so v družini eno tragedijo. In v bistvu otrok je visel na nitki. In je bil tak stres, ta strah, da bodo zgubili otroka, in v bistvu se je potem začelo vse podirati, vse šlo navzdol. In poglejte, strah je pa tisti, ki blokira. In ne moreš vdahniti to energijo življenja in logično, ne? Ker ni srčne energije, se pa začnejo potem. Ne samo težave z imunskim sistemom. Timus napaja tudi srce. Tudi na tej strani imamo srce. Po drugi strani timus napaja jetra, razstrupljanje. Srce deluje na žile, na kri. Se pravi, bolj kot sem žalostna, ali pa nekdo, ki je žalosten, več žalosti gre vsako celico telesa in žalostne so vse celice. In vse celice ne delujejo več tako, kot bi mogle. In kaj se potem zgodi? Ker ne delujejo tako, kot bi mogle, začnejo zastajati strupi noter v celicah in toksične misli zakisajo telo. O tem sem pa že govorila v Kandidi par videov nazaj. V glavnem. In potem naprej. Timus deluje na delovanje, glejte tukaj, imamo tukaj zadnje pod srcem ali pa za srcem trebušno slinavko. Trebušna slinavka pa je odgovorna za krvni sladkor in trebušna slinavka odpira vrata v celico. In če ne dela trebušna slinavka, so vrata celice zaprte, notranjosti celice sporočajo lačen, lačen, lačen. Možgani dobijo informacijo, celice so lačne in moram hitro jesti čokolada. Poješ? Ja, čokolada stimulira brbončice. Brbončice so v povezavi z amigdalom v možganih ali pa hipokampus, eno od teh dveh centrov. In v trenutku dobi nekaj zadovoljstva center v možganih, ampak ker smo pa še kar žalostni, spet celice imajo zaprta vrata, spet sporočajo, da so lačne, spet možgani rečejo, celice so lačne, ti dobiš informacijo, čokolada. In kaj se zgodi? Zlezeš narazen, kot klobasa razkuhana, sem prav rekla, ne vem, v glavnem nekaj. Postaneš razvlečen, kot kuhan štrukelj, no tako. In enostaven, ali pa kuhan knedelj nastane tak. In dejstvo je, da samo radost je tista, ki spravi vse skupaj v pogon. Zdaj pa kako aktivirati to radost? Glejte, začeti delati stvari, ki jih prej niste delali. Se pravi, če ste bili prej ves čas na kavču in ste se pogrezali dol, začnite delati zavestno nekaj druga. Se pravi, je treba zavestno prekiniti uničujoče razvade, proti to dost. Zdaj pa poskrbim za sebe. In to so pa zdaj zdrave odločitve. In ne čakati na novo leto, da naredite zdrave odločitve, ampak rabiš, jaz zase govorim, jaz sem rabila, da sem padla čez rob, da sem pristala, ker je omleta na tleh, da sem bila na tleh in sem rekla,
In potem, ko si nekaj časa na tleh, se pa pobereš pa rečeš, zdaj pa dosti. Zdaj pa zase poskrbim, zdaj bom pa nekaj drugače. Ja, in potem začneš drobne korake. In tukaj ne govorim, da greš teči maraton, ampak da začneš dnevno hoditi na sprehod. Zadost. Do prve vode. Pa se usedeš, pa poslušaš vodo. Vtipkaš v Google, kje je kakšna zvočna kopel, pa greš na zvočno kopel. Narediš neko zadevo, ki te kliče, pa zmeraj govoriš, bom nekoč, bom enkrat, in ta enkrat nastane čez 50 let. Naredi to, zdaj, največja obžalovanja pred smrtjo, to je ena knjiga, in eno od največjih obžalovanj je to, da ne narediš tistega, ki rečejo, enkrat bom. Enkrat bom. In ta enkrat bom pomeni nikdar. No, kaj enkrat bote? Kaj? Ja, mogoče skočili s padalom. Ne vem, kaj boste enkrat naredili. Enkrat bom. Ne? In dajte to napisati in dajte si mogoče narediti, ja, prav vision board, se pravi, to je ta slika, oziroma si naredite svojo sliko vaše bodočnosti in gor res naredite, saj ste gledali film Skrivnost, ne? Sebe v svoji lepi obleki, kako bi želeli, da izgledate, kakšen partnerski odnos bi želeli, da imate, kako se počutite v vaši idealni službi, kako bi želeli, da bo. No, ena stvar, kar sem jaz zmeraj govorila, enkrat bom, in zdaj sem se dokončno odločila, da je dovolj. Zadnjič mi je ena od mojih 3 deklet rekla, mami, a ni dolg čas, da imaš eno in isto frizuro že skoraj 20 let. Res je. In zmeraj sem se pač, greš k frizerju, pa te ostriže. In zdaj, odkar je karantena, jaz ne hodim več k frizerju. Mislim, je bila februarja karantena in sem se odločila, da bom spremenila mojo pričesko. Da bom končno prišla do teh mojih daljših las, da bom končno bolj ženstvena. To borbo in ta življenje sem dala za sabo in zdaj bom spremenila pričesko. Se pravi, to je ena stvar, ko sem govorila, bom enkrat. In to je sigurno ena stvar, da nekaj spremeniš. Ja, mogoče frizuro, mogoče si kakšno tako stvar kupiš, kot je zadnjič ena gospa rekla, stara sem bila 50 let in sem si kupila tako kot Barbika, oblekco, tako malo ščipkam, pa tukaj so bili glanirčki, pa džeki zraven, pa superge, frajerka. Glejte, enkrat sem poslušala en video, kaj se spodobi. Se pravi, ženska, ki stara 50 let, mora nositi dolge kikle. Glejte, včasih jaz se spomnim moje sodelavke, ko sem bila še v službi, ko sem začela pri 19 letih, kako je izgledala in sem rekla, jo, koliko je pa ta gospa stara. Ona je bila stara 50 let. Imela je tiste šolne, s nizko peto, veste, tiste zaprte. Imela je zmerom krila pod kolenom, imela je rjave žabe, nogavice, imela je zmerom en pulover in imela je starinsko frizuro. Ampak hodila je starikasto. Pa kdo je rekel, če si star 50 let, da moraš hoditi kot stara baba? Daj, večkrat življenja v sebe, naredi kakšno stvar. A veste, kaj jaz delam? Ko umivam zobe, lansko leto sem šla na tečaj salse. In jaz zdaj znam plesati salso. Ja, ne treniram jo, ne hodim nikamor, ampak enkrat jo bom že plesala. Ampak želela sem se jo naučiti in sem šla na tečaj sama. In zdaj vsakič, ko umivam zobe, jaz plešem salso. Zmerom. In včeraj pride ta mala hčerka v kopalnico in reka, mami, kaj delaš? Salso plešem. Glejte, a ni to zabaven? A ni to zabaven? Kdo je pa rekel, da mora biti življenje tako v škatlici? In zadnjič ena gospa rekla, je rekla, in sem se odločila in sem šla na tečaj tanga.
Je rekla, in potem se je moje življenje začelo spreminjati. In kdo bi si mislil, pa je šla sama in vse se je okrog obrnil, zasukal, prišla je med nove ljudi in njeno življenje je bilo tako, kot bi poletela. Ja, seveda jo je šolalo življenje, ni da je potem ona imela samo že kako si srečna, pa ljubčke, pa nič drugega. Vsega šola. Ampak gre se za to, a se zmrdaš, premakneš iz tiste mrtve točke, ali pa obtičiš. In če obtičiš, vemo, kako izgleda avto, ki obtiči v blatu, no tako smo tudi mi. Ko obtičiš v blatu, se valaš v tisti svinariji, ki ti tako ali tako ne paše. Zato je treba narediti nekaj, da se spraviš izven teh okvirjev, ki te tako ali tako utesnjujejo. In potem, kaj se pa potem zgodi? Timus poleti. Timus se razširi, timus dela, imunski sistem dela. Virusi nimajo vstopa do tebe, če že pridejo, gremajo mimo tebe, zato ker timus, pa tvoj imunski sistem je toliko močan, da enostavno se te ne more prijeti nobena negativna stvar. Zato nahranite svoj timus in boste videli, vaše življenje, ja, takrat postane zabavno, vas bo šolano, ampak gre se za to, da greste čez ta poligon življenja z dobro voljo. In to je najbolj pomembno. Tako da delajte na sebi in imejte se radi in boste videli, življenje vas bo vedno imelo rado.